Dobar dan, želim lepo pozdravljeni, prosim. Na novinarski konferenci po 146. seji Vlade Republike Slovenije. Se opravičujem za skoraj polurna zamuda, bila je zadnja seja Vlade pred počitnicami, 100 točk dnevnega reda in še veliko drugih problemov, tako da upam, da boste razumeli. Najprej je z mano direktor direktorata za medije na Ministrstvu za kulturo, gospod Vojko Stopar, ki bo spregovoril o predlogu zakona o audiovizualnih medijskih storitvah. Hvala. Kot verjetno vsi veste, Slovenija je dolžna vnesti v svoj pravni red tako imenovano direktivo o audiovizualnih medijskih storitvah. Sprva smo nameravali to direktivo prenesti v okviru zakona o medijih, glede na to, da zakon o medijih ni šel skozi prvo branje v Državnem zboru, smo pripravili kratek oziroma vsaj bistveno krajši zakon o audiovizualnih medijskih storitvah, ki ga je vlada danes sprejela in bo poslan v Državni zbor. Bistvo tega zakona je, da širi regulacijo poleg linearnih medijskih storitev tudi na nelinearne, se pravi na programe, ki se dobijo na zahtevo ali podobno. Bolj podrobno določa zaščito otrok in mladoletnikov tako v televizijskih programih kot v audiovizualnih storitvah. Predvsej manj regulira področje oglaševanja, še nadalje pa krepi zahteve po spodbujanju evropske audiovizualne produkcije. Še naprej tudi poudarja načelo države izvora, kar pomeni, da izdajatelj medija je dolžan spoštovati tisto zakonodajo tiste države, iz katere oddaja, in to se še posebej ureja tudi za satelitsko oddajanje, kar doslej ni bilo urejeno. Poudarek je še na medijski pismenosti in spodbujanju, da se audiovizualne medijske storitve približajo ljudem z okvarom vida in sluha. V redu. Hvala lepa. Vprašanja na to temo? Ni. Čeprav se dotika medijev. Odlično. Gleda smo dobro pripravili. Dobro. V redu. Hvala lepa. Hvala. Zdaj pa vabim ministra za finance Francija Križaniča, ki bo predstavil dve zadeve, ki se tičejo reševanja gradbeništva, in sicer predlog zakona, sprememba zakona o poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb in pa uredbo o cenah javnih naročil. Minister, izvoli. Hvala lepa. Ni uredba, navodilo je. Smo se odločili, da bo to navodilo, ne uredba. Se pravi, glede na položaj na področju gradbeništva in sposobnost gradbenih podjetij, da nastopajo na javnih naročilih, je vlada sprejela sedaj novelo oziroma predlagala Državnemu zboru novelo zakona o poroštvih Republike Slovenije, ki bo omogočila tudi poroštva za obratna sredstva, kadar podjetja nastopajo v postopku javnih naročil ali tudi v partnerskih odnosih kot dobavitelji, presega samo okvir gradbeništva. To poroštvo bo omogočalo kapitalsko ustreznost, dosegalo bo 60%. Zgornji limit sredstev bo 700 000 evrov, vendar se bo obnavljalo, ne bo pa preseglo 10 milijonov. Obenem bo na poroštvo, ko bo dodeljeno, vezana tudi kontrola, kako se izvaja ta kreditna linija pridobljena s tem poroštvom, in sicer finančno ministrstvo bo določilo skrbnika, ki bo v podjetju preverjal korektnost izvedbe tega projekta. Obenem pa bodo morali člani uprave tudi garantirati za 50% vsakokratnega obrata, to se pravi do 300 000 z lastnim premoženjem oziroma z določeno varovalno klauzulo. S tem ne bi preprečili zlorabe, obenem pa okrepili kapitalsko ustreznost zlasti slovenske gradbene operative pri nastopih na večjih javnih naročilih doma in po svetu. Kadar se je pokazalo, da je podjetje, ki je pridobilo to poroštvo, kapitalsko slabo ustrezno, da ima pod 35%
sredstva v kapitalu. V tem primeru bo moralo predložiti še načrt kapitalska prestrukturiranja, spravo pridobivanja dodatnega kapitala, da se ukrepi in postane varnejše tudi z vidika plasmajo naprej na finančnem trgu. Mi si obetamo, da bo na ta način slovenski gradbeni sektor bistveno okrepljen pri svojih nastopih na domačem in tujem trgu, kar mu bo olajšalo pridobivanje novih poslov in izboljšalo tudi področje zaposlovanja in končno tudi javnofinančne prilive. Že na prejšnji seji vlade smo sprejeli navodilo Vlade Republike Slovenije v zvezi z naročanji gradenj in storitev povezanih z gradnjami, to pa se zadeva samo gradbeništvo. In v tem primeru seveda terjamo od naročnikov, da že pri sami izbiri svetovalca za naročilo in projektantske firme ugotovijo, da je ustrezno usposobljena in da je naročilo oblikovano tako, da se izračuna pravilno ceno, ki bo pokrila vse stroške delovanja gradnje in naprej vzdrževanja danega objekta. Obenem pa v samem javnem naročilu tudi to ceno šteje kot referenčno in ukolikor posamezne cene odstopajo od te referenčne cene navzdol za več kot 10%, naročnik izvede posebno preverjanje, kako je do tega prišlo, če ugotovi, da ne gre za neke tehnološke ali ekonomske vzvode, ki to obrazložujejo, ki omogočajo dejansko posameznemu izvajalcu bolj konkurenčen položaj, potem tako dampinško ponudbo, ki je dana pod ceno, izloči. To je sedaj na ravni navodila vlade naročnikom. V jesenskem zakonodajnem procesu bomo novelirali tudi zakon, ki bo zadevo postavil še bolj sankcioniral in tiste, ki bodo dejansko dodeljevali naročila pod ceno, tudi sankcioniral. Trenutno tega ne moremo, nimamo pravnega okvira in smo šli do navodila. Mi vendarle upamo, da bodo sedaj naročniki v večji meri pazili, da bodo dodeljevali projekte na način, ki bo izvajalcem omogočil, da projekt izvedejo. Še vedno je cena pomembna, ključna, vendar tista, ki je pod ocenjeno vrednostjo, se šteje, da je nerealna, kar nas je praksa v zadnjem letu izučila in padec gradbeništva v tem letu je posledica tovrstne tekme. Hvala, minister. Vprašanje na te teme? Ja, Suzana. Ja, ravno na to temo. Lahko se eno? Na to, načeloma na to. Če je vezano na sejo vlade. Kako komentirate predvideno jutrišnjo zamenjavo nadzornikov Darsa in kako bi lahko to vplivalo na upravo Darsa? Torej, jaz tu direktnih informacij nimam več. Z vodstvom Darsa imam redne kontakte, predvsem v zvezi z obnavljanjem kreditnih linij ali morebitnim izdajanjem obveznic za servisiranje dolga. Tako da v tem primeru me stalno servisirajo in tudi zakladnica je vključena v te razgovore. Za samo imenovanje nadzornika in tako naprej pa zdaj pristojna agencija za upravljanje kapitalskih deležev države. Če gre za torišče spora v zvezi s poravnavo podizvajalcem, je Ministrstvo za finance uradno mnenje dalo, da tam, kjer so bile garancije tudi za ta namen odprte, da bi tam seveda sedaj garancije morali biti sproščene. Je pa to od primera do primera. Tako da več pa ni v naši pristojnosti. Mirko? Novembra lani 5. ste tudi po seji vlade izjavili v zvezi z NLB-jem, da je posel, kjer je povsem jasno, da je prišlo do hudih napak Agroživ, ti zelo veliki krediti odobreni podjetju v Srbiji in da pričakujete, da bo v zvezi s tem nadzorni svet speljal svojo odgovornost. Zdaj po več kot pol leta je uprava vložila ovadbe proti neznanim storilcem. Ste morda presenečeni, da je trajalo toliko časa, pa še to bi vas vprašal, glede na to, da ste že novembra lani govorili o očitnih hudih napakah, kakšne informacije pravzaprav v zvezi s tem imate, če lahko malo več? Informacij s tem je precej. Jaz predlagam, da vam naša služba to pisno odgovori, ker bi zneske govoril na pamet. Jaz sem se pozanimal pri nadzornem svetu, ta je obravnaval to problematiko
Zdaj točno kakšne ukrepe je sprožil, pa nisem bil seznanjen, sem pa pričakoval, da bodo sproženi ukrepe. Odgovornosti kaže, da so. Redo, še kakšno vprašanje? Ja? Če lahko na eno drugo temo, glede prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju. Za koga vse bo ta prepoved? Pride minister za javno upravo, bo on bolj kompetenten. Ne bi se usklajevali tudi z vami v odgovoru za to? Ja, je naše ministrstvo, vendar bo pač premijer o tem povedal. V redu, no, če še zadnje vprašanje za ministra, če zadnje. V bistvu me to zanima, glede take zgodbe, kot je ta Agroživ, pa nezmožnost na nek način, da bi NLB do sedaj v več kot pol leta dejansko od nekoga zahtevala odgovornost za nepravilnosti. To nič ne vpliva na stališče države, da pač takšno banko s takimi kadri dokapitaliziramo vedno, ko je to potrebno. Torej, gre za sistemsko banko in seveda je interes države, da je ta sistemska banka kapitalsko ustrezna in da ustrezno servisira slovensko gospodarstvo. Agencija za upravljanje kapitalskih deležev države pa ima dolžnost, da zagotovi preko nadzornega sveta ustrezne sankcije. V obdobju preden je nastala, smo pač te sankcije zahtevali kar z finančnega ministrstva, zdaj pa to ona pelje. Še nekaj informacij na tem področju imam, zato sem vam jih povedal. Jaz pričakujem, da bo te sankcije, tam, kjer so rezultati slabi, tudi izvajala in tam, kjer so dobri, da bo potem tudi nagrajevala. Vas preseneča, da po vsem tem času so ovadbe spisane proti neznanim storilcem. Srbski kriminalisti so vendarle govorili o konkretnih imenih znotraj NLB. Ja, bi moral imeti informacije, tako da najboljše, da vam dejansko to damo pisno, ker bi težko zdaj nekoga obtožil s tem, da sem tudi jaz imena slišal. Ja. Vredo, hvala minister za tole. Ko sem moja vprašanje včeraj bilo Jator Vektor ima zelo odločne trenutke, omenjeno tudi, da so vas obvestili in da ni prišlo z ministrstva nekaj odnosnim odgovorom. Obvestili o čem? Glede Jator Vektorja pač nekaj. Ja, ampak kaj bi pa mi lahko naredili? Včeraj je bilo na Jator Vektorju izpostavljeno, da je direktor se obračal in na vaše ministrstvo, pa niste nikako reagirali. Kako ne bi pa reagirali? Strokovno pomočjo, mnenjem, Ja. Zasebna firma. To je zasebna firma, tako da. Zdaj, banke imajo določena pravila, kam plasirajo svoj denar, čez ta pravila ne morejo iti in naprej imajo seveda tudi možnosti, da podjetje, ki bi recimo delovalo, lahko tudi zelo hitro prevzamejo, izločijo lastnike, ki so ga spravili v težave. Mi imamo dobro prakso tukaj Alpos, tako da če bo šlo v tej smeri, potem bo lahko podjetje naprej živelo. To smo zdaj z novelami zakona, ki ga ima sicer Ministrstvo pravosodja v svojem delokrogu izvedli in sedaj, če bo to tako teklo in če je dela dovolj, potem lahko podjetje naprej deluje. Finančno ministrstvo tu ne more zagotavljati sredstva. Hvala minister za te odgovore. Zdaj pa še zadnjič pred dopusti vabim predsednika vlade Boruta Pahorja, ki bo pojasnil druge sklepe z današnje seje vlade in odgovoril na vaša vprašanja. Predsednik, izvoli. Dobar dan, spoštovane gospe in gospodje. Preden odgovorim na nekaj vaših vprašanj in se vrnem k drugim obveznostim, ki me čakajo, naj rečem naslednjo uvodno misel. Preden se boste odpočili od vlade v naslednjih 2 tednih, vam bi rad povedal, da moje kolegice in kolegi, kljub temu, da si bodo vzeli nekaj dni dopusta, ne bodo povsem brez skrbi glede njihovih obveznosti, ki se tičejo načrtov vlade za jesen. Mislim, da ima vsak od njih z mano dogovorjene naloge in da bodo te pripravljene v skladu s časovnico, ki smo si jo določili. Naša glavna naloga je, da takoj v začetku jeseni spravimo pod parlamentarno streho rebalans proračuna. S tem bi dejansko kontrolirali stroške države, tako da bi bila Slovenija
javnofinančno vzdržna in znova vzorna država, kar se tega tiče, zlasti, ker ima možnosti za to, ima obvladljiv deficit, ki ga seveda mora do leta 2013, če želi ostati v zdravem jedru Evropske unije, spraviti pod 3% bruto domačega proizvoda in ima javni dolg pod 45%, kar je daleč pod evropskim povprečjem. To je prva in osnovna domača naloga, ki čaka vlado v začetku jeseni. Prav tako se bomo v avgustu pripravljali na predlog sprejema proračuna za naslednji 2 leti in tudi to terja od nas precejšnje napore, da uskladimo politike med seboj. Naj povem, kakšni so glavni cilji teh politik. Mislim, da smo ravnali prav, ko smo v času recesije v letu 2009 zadržali socialno povezanost slovenske družbe. To seveda terja danes in zlasti zdaj od nas, da povečamo tudi elemente konkurenčnosti. Ta dva glavna cilja, ohranitev socialne povezanosti in povečanje konkurenčnosti, moramo dati v letošnji jeseni z rebalansom proračuna, z pripravo proračunov za leti 2012 in 2013 v neko novo dinamično ravnotežje, ki bo Sloveniji zagotovila, da bo ostala v zdravem jedru evroskupine. S tem tudi, bom rekel, v skupini tako imenovanih vzornih držav znotraj Evropske unije, ki obvladujejo svoje stroške. Ker je to naše prvo srečanje po mojem sestanku Evroskupine pretekli teden, moram še enkrat tukaj pred vami povedati naslednjo mojo temeljno ugotovitev. Vprašanje dolga ni samo finančno vprašanje. Vprašanje dolga je politično vprašanje. To se danes vse bolj kaže. Države, ki bodo znale obvladovati svoje stroške, bodo države, ki bodo imele maksimalno suverenost, ki jo današnja mednarodna skupnost pač pozna. Države, ki svojih stroškov ne bodo obvladovale, ne bodo suverene niti toliko, koliko je danes mogoče biti suveren v globalni ekonomiji in mednarodno povezani skupnosti. To je za Slovenijo pomembno, ker smo se pred 20 leti osamosvojili za to, da bomo gospodar svoje lastne usode. Zaenkrat smo v tem uspešni. Pomemben spodrsljaj je pomenil padec pokojninske reforme. To je za nekaj mesecev zamajalo status Slovenije kot vzorne države, vendar ga je takoj z predlogom rebalansa, ki smo ga poslali v državni zbor, vrnilo znova v mirnejše vode, tako da pričakujem, da bi z sprejemom rebalansa v jeseni prihodnjega leta Slovenija ostala trden partner v zdravem jedru evroskupine. Nihče od nas ni napovedovalec prihodnosti, vendar pa lahko na osnovi izkušenj, ki jih imamo iz polpretekle zgodovine, sodimo, da se stvari na mednarodnih finančnih trgih ne umirjajo in da je potrebna skrajna pazljivost in disciplina, ko gre za upravljanje z stroški države in z javnofinančno vzdržnostjo. Mislim, da Slovenija to zmore. Rad bi izrekel optimizem, ki temelji prav v nekem realnem spoznanju, da je doslej slovenski vladi kljub številnim preprekam, težavam, tudi seveda napakam, ki jih je storila, vendarle uspevalo preiti to izjemno zahtevno obdobje od začetka recesije konec leta 2008 do danes, do polovice leta 2011, tako da, če pogledate v nekem zgodovinskem loku teh dobrih 2 let in pol, da je Slovenija uspela zadržati vse tiste glavne cilje, ki jih štejem, da so sestavni element nekega tihega nacionalnega konsenza, kaj hočemo biti in kaj hočemo doseči v prihodnosti. Toliko za moj uvod, zdaj bom pa odgovoril na nekaj vprašanj, za katere se vam zdi, da so pomembni. Prosim. Pa kot je že uveljavljeno pravilo, po eno vprašanje. Prosim. Najprej bi vas prosila za kratek komentar včerajšnje debate, ki se je razvila na časniku Finance. Vaš prvi komunikator, gospodar Jan Košir, se je spustil na
nivo, pri katerem je pač komuniciral z urednico Financ, pa me zanima, kako boste ukrepali, če boste, namreč prvi zdrs vašega komunikatorja je bila Urška Čepin, drugi zdrs Tabletka, zdaj tretjič vidimo komunikacijo z mediji. Kako boste ukrepali, kako dolgo bo še trajalo? Jaz sem se, kot veste, včeraj pozno zvečer vrnil iz obiska v Izraelu, ki ga štejem za pomembnega iz vrste razlogov. Brško ne vas ti zdaj, kot sem razumel iz vprašanja, ne zanima jih in ne bi obnavljal. Kot predsednik vlade, ki je danes vodil večurno vlado, ki je imela, mislim, 93 točk dnevnega reda, sem se moral posvetiti vprašanjem, za katere sem presodil, da so prednostnega pomena. Nikoli pa nisem menil, da je vprašanje svobode medijev drugorazrednega pomena in tudi danes tega mnenja ne spreminjam. Nikoli nisem in nikoli ne bom kot predstojnik ne osebno, ne svojim podrejenim dajal kakršnihkoli navodil, da kakorkoli posegajo v uredniško in novinarsko svobodo v tej deželi. Zame je svoboda tiska eden temeljnih stebrov svobodne družbe in tako mora ostati. Z Darjanom se o tem še nismo pogovarjala. Kot rečeno, sem imel za to, da sem danes lahko uspešno opravil vsejo druge prioritete, kar ne pomeni, da se ne bova in Darjan vas bo obvestil o najnih dogovorih. Naprej? Ja, izvoli. O tem ne more biti nobenega dvoma. In mislim, da moj rekord, kot se temu reče, si vi glede tega vprašanja, je dovolj zgovorni. Prosim. Včeraj ste predstavnikom palestinskih oblasti na Zahodnem bregu dejali, da menite, da njihova prošnja za podporo v Generalni skupščini Združenih narodov glede neodvisnosti Palestine ovira mirovni proces oziroma ovira reševanje spora. Zanima me, ali ste izraelskemu premijeru Netanjahuju predhodno sporočili podobno mnenje glede enostranskih dejanj Izraela, govorimo o blokadi Gaze, nezakonitem zidu, nezakonitih naselbinah in nasploh okupaciji. Povezavi s tem pa me zanima, če nam lahko pojasnite to diametralno stališče vas in ministra Žbogarja, ki pa zagovarja ustanovitev palestinske države. Najprej rad bi, da naši ljudje vedo, da smo bili znova in še enkrat sprejeti tako pri izraelskih oblasteh, kot pri oblasteh palestinske avtonomije, sprejeti za veliko pozornostjo in z velikim zanimanjem za naša stališča. Kljub temu, da smo mlada in majhna država. Vendar imamo nekatere izkušnje, na katere sta v svojih izjavah referirala tudi dva moja najpomembnejša sogovornika, prvi med njimi izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu, gre za rešitev slovensko-hrvaškega spora, ki nam dajejo neko verodostojnost in kredibilnost v mednarodni skupnosti, zaradi katerih smo povprašani po našem mnenju. In naše stališče velja za iskreno stališče, za verodostojno stališče. Tako je bilo tudi v tem pogovoru. Zdaj pa na vaše vprašanje, zelo konkretno. Na ta obisk sem se pripravljal zelo temeljito. Namreč, poznavajoč zgodovino izraelsko-palestinskega spora in celotnega vprašanja mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu je jasno, da lahko pokažete verodostojno politiko in hkrati tudi možnost za asistenco pri tej rešitvi spora, kolikor bi vpleteni strani to želeli, samo pod pogojem, če imate enako sporočilo za obe strani, ko jo obiščete v istem času. In to se je tudi zgodilo. Obema stranema sem povedal, ne samo strnem naslednje. Po mojem mnenju, po mojih izkušnjah, poznavajoč volumen, globino izraelsko-palestinskega vprašanja in mirovnega procesa na Bližnjem vzhodu, je verjetno najprimernejša in najkoristnejša pot do trajnega miru in varnosti ter do medsebojnega priznanja dveh držav proces direktnih pogovorov. Direktni pogovori morajo biti iskreni, morajo biti vodeni v dobri veri in morajo biti vodeni tako, da sta obe strani zmagovalki v teh pogovorih. To pomeni,
da morata obe strani pristati na nujne kompromise, ki pripeljajo do sporazuma, ki bi bil sprejemljiv za obe strani. To sporočilo sem bil dal na obeh straneh. Na obeh straneh sem tudi rekel, da so enostranska dejanja vedno način, kako se poglobi nezaupanje pogodbene ali pa pogajalske partnerice do drugega, da se pogaja v dobri veri. Torej, moje stališče je bilo enako na obeh straneh. Danes smo se o tem pogovarjali na vladi, ker se moramo v avgustu pripraviti na naš odnos do besedila, ki ga utegne pripraviti stran, ki bo vložila besedilo drafta resolucije v generalno skupščino, bržkone morda najprej pred varnostni svet, tako da je to naloga zunanjega ministra, da skupaj z mano pripravi odgovor slovenske strani na ta izziv. Vendar pa vam moram reči tudi to, morda za tiste, ki ste bolj sadokusti za to vprašanje. V sredo zjutraj sem se še šel z voditelji vseh treh verskih skupin v tem delu sveta. To se ne zgodi vedno. In voditelji verskih skupin niso bili na tem sestanku samo zaradi protokolarnega izkazovanja časti predsedniku vlade, ki je obiskal Jeruzalem, ampak v enem zelo intenzivnem pogovoru, kakšne so naše izkušnje in kaj lahko sami pripomorejo k temu, da bi dosegli mir in stabilnost. Tako da ima tukaj Slovenija eno stališče, ki je zaokroženo, ki ni pristransko in ki si želi, da bi prišlo do rešitve spora med Izraelom in palestinskimi oblastmi na način, ki bo sporazumen, ki bo očitno kompromisen in ki bo predstavljal trajen mir in stabilnost. Mirko, izvoli. Sem bil dovolj jasen. Za obe strani sem imel enako sporočilo. Ne, tukaj se postavljate dve vprašanje. Eno je, kakšna je sploh ta zaokrožena politika Republike Slovenije, glede na to, da ima zunanji minister nasprotno stališče? Ne, nima ga. Kje ste ga? A sem jaz kaj rekel o resoluciji, se ne poznamo? Ne, vi ste dejali, da bo prošnja palestinske oblasti... Tega vprašanja ni bilo mojega odgovora, tudi ne. Mislim, vi ste dejali, da nasprotujete te enostranske potezi palestinske oblasti? Ja, nisem rekel nič o priznanju, nič o elementih te enostranske poteze. Rekel sem samo, da so vedno enostranske poteze, ki nimajo razumevanja v strani, s katero se pogajajo, potem za posledico padec nezaupanja med obema stranema, ki se pogajata. Da, pri tem pa ustrajam. In to velja za obe strani, za Izrael in za Palestino. Bom predal besedo kolegom, samo to me še zanima. Ste vi premijer Netanjahu konkretno izpostavili, katere enostranske poteze Izraela se vam zdijo kot ovira procesu, kar na palestinski strani ste konkretno izpostavili prav to iskanje podpore? To sem bil vprašan, zato sem tudi dejal, vendar je bilo moje osnovno stališče, ki sem ga bil dal na tiskovni konferenci ob navzočnosti izraelskega predsednika vlade, dovolj jasno in dovolj zgovorno. Poleg tega vam moram reči, in na to vprašanje se ne čutim dolžnega odgovoriti, ker gre za diskretnost do dveh voditeljev držav, pri katerih sem bil, oziroma oblasti. Na štiri oči sem imel pogovor z predsednikom izraelske vlade in na štiri oči, dlje od načrtovanega in sploh predvidenega pogovora, pa tudi z predsednikom palestinske avtonomije. Vsebina teh pogovorov pa ni za javnost. Vsekakor si je Slovenija prizadevala za to, da bi se stvari, kolikor si mislil, da lahko v okviru svoje moči, pristojnosti in tudi ugleda, ki ga imamo, prizadevamo, lahko seveda prizadevala, da se stvari uredijo. In bo tudi delala tako naprej. In moram vam reči, da smo bili na obeh stranih sprejeti z odkritim prijateljstvom in kot država, ki ima stališče, do katerega se velja, se velja razumno opredeliti. Ni stališče, ki bi bilo navrženo zdaj eni, zdaj drugi strani različno, samo zato, da bi bilo všečno.
Uprava NLB pod vodstvom Boža Jašoviča vlaga kazenske ovadbe proti neznanim storilcem v primeru srbske afere Agroživ. Kako v luči aktualnih dokapitalizacij vi kot premijer komentirate domnevne informacije iz Srbije, da so srbski kriminalisti povezali celo nekatere zaposlene znotraj NLB-ja z izginotjem 30 milijonov evrov na zasebne račune? Lahko samo rečem, da imajo pristojni organi nalogo, da preiščejo ta vprašanja in da kolikor sem bil sam obveščen o indicih, ki so povezani s tem, da sem tudi ukrepal. Več o tem ne morem reči, ker je to stvar organov pregona. Martin. Bob TV. Z Ministrstva za obrambo, konkretno v strani gospe Jelušičeve, je bilo precej negodovanje glede predloga rebalansa za 2012. Dejala je, da bodo slovenski helikopterji ostali na tleh. Zanima me zdaj, kako je naravnan proračun 2012 zelo varčevalno in ali pač te njene bojazni držijo. Glejte, kot sem povedal, da ne bo ostalo prezrto, bolj vas prosim, kot da bi si dovolil kaj drugega. Glavno sporočilo pred koncem julija 2011, pred začetkom politične jeseni 2011 je ambicija vlade, da za rebalansom proračuna znova vrne Slovenijo med vzorne države znotraj Evropske skupine. Zaradi padca pokojninske reforme se je nekoliko zamajalo zaupanje finančnih trgov glede sposobnosti Slovenije, da obvlada svoje stroške. No, za rebalansom in z vsem, kar smo bili pojasnili pristojnim institucijam, se je to zaupanje delno povrnilo, da bi se v celoti je potrebno jeseni sprejeti rebalans proračuna. Hkrati se pripravlja proračun za leti 2012 in 2013, tudi in kolikor bi se utegnilo zgoditi, da bi dokončen predlog predstavili parlamentu ali ga implementirali v sestavi nove vlade, take ali drugačne, ni nobenih dvomov, da bo zaradi pričakovanih razmer na finančnih trgih potrebno na eni strani zelo dosledno varčevati, na drugi strani pa seveda denar tudi pametno investirati, delno z privatizacijo in od kupnine nameniti sredstva za investicije, ki bodo pognale gospodarsko rast in ohranile v Sloveniji relativno visoko stopnjo zaposlenosti, s katero pa seveda ne moremo biti dokončno zadovoljni, čeprav je v vrhnji tretjini držav Evropske unije. Po drugi strani pa, kot rečeno, moramo vedeti, da moramo ohranjati temeljne funkcije države. In danes sem na vladi dejal eno pomembno stvar, tudi v luči tega, kar se je zgodilo na Norveškem. Tako kot Norveška je Slovenija odprta družba. Odprta družba z stremljenjem, da se lahko vsakdo v njej počuti svobodnega v svojih identitetah. Ta multikulturni, svobodni in strpni odnos družbe se je na Norveškem z posegom posameznika končal zelo tragično in odprl vprašanja, ki jih na nek način mora adresirati tudi Slovenija, če hoče in hoče, to moram zdaj zelo jasno počrtati, ostati svobodna družba, v kateri se bo sleherni posameznik razvijal tako, kot bo sam želel ali želela, ne da bi pri tem oviral isto pravico drugega. Ne vidim prihodnosti Slovenije v strahu pred svobodo, v strahu pred demokracijo, v strahu pred toleranco. Vidim pa odgovornost države, da prav zaradi tega, ker želi doseči te cilje, vendarle pogleda, kako v 21. stoletju, brez tega, da bi med državljane sejala strah in nezaupanje, zavaruje državljane pred tem, da bi se zgodilo kaj takega, kot se je zgodilo na Norveškem ali se dogaja v drugih odprtih družbah. In če to želimo, moramo seveda ohraniti tudi varnostne institucije. Ne moremo vedno varčevati samo pri njih. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje v bistvu,
ste ga postavili v tem smislu. In sem dejal, da moramo to imeti pred očmi. Ne da bi zdaj šli iz ene skrajnosti v drugo. Običajno se je vedno najprej in predvsem varčevalo pri policiji in vojski. In ne bi zdaj rad, da bi recimo zaradi norveške tragedije šli v drugo skrajnost. In bom rekel, dajali potuho ali vojski ali policiji, da ji ne bi bilo potrebno skrbno pretehtati investicijo v vsak evro. V vsakega evra, vsako naložbo. Vendar pa moramo tukaj razumeti, da, in to bi želel poudariti, gospe in gospodje, v času tega mandata, ki je bil prepleten z globoko finančno krizo, ekonomsko krizo, najglobljo po veliki depresiji v 30 letih v ZDA, da kljub temu, da smo imeli precej zapleten spor s Hrvaško, da naše okolje, pogledajte sedaj recimo konflikte samo 100 km jugovzhodno od nas, na meji med Kosovim in Srbijo. Slovenija je v tem času, gospe in gospodje, ostala varna država. In moje vprašanje ministrskemu zboru je bilo, kako poskrbeti, da bo ostala varna država, da se bomo počutili varne posameznike, tudi ko razvijamo svojo lastno identiteto, ne da bi kakorkoli krepili institucije represije in strahom na nek način blokirali to ambicijo po svobodni in tolerantni strpni družbi. In to ostaja diskusija za naprej. In danes ne moramo reči, da smo dali piko temu vprašanju. Ostaja vprašanje, ki ga moramo doreči. Ampak ne bo nobenega dvoma, kolikor bom jaz vodil to slovensko vlado in kolikor bo ta slovenska vlada odgovarjala za razmere, v katerih živimo. In zaenkrat je Slovenija varna dežela, je socialno povezana dežela, je tudi strpna dežela, v kateri vsak posameznik ali posameznica lahko razvija svojo identiteto. Moramo paziti na to, da se globalno vzeto varnostna situacija v svetu nekoliko bolj zapleta, kot je kdo pričakoval ob prehodu enega tisočletja v drugega, in da moramo poskrbeti, da bo ta varnost, ki se zdi večini Slovencev samoumevna, da bo ta varnost tudi ostala. To je zelo pomembno vprašanje. In ta hip še nimam vseh odgovorov na to preprosto zastavljeno vprašanje. Kako to doseči? Vem pa, da moramo to doseči. Gospod predsednik, kako komentirate obtožnico, avstrijsko obtožnico v zadevi Patria? Ni mi znana podrobnost, tako da je ne morem komentirati brez zamere. Kot rečeno, včeraj sem prišel z obiska, se zvečer in danes zjutraj zgodaj pripravil na sejo vlade, odpravil sejo vlade s pomembnimi točkami in morate razumeti, tudi zdaj se vračam nazaj v pisarno in bom opravljal naprej aktivnost. In tudi čez avgust, ne vam še enkrat rečem, v avgustu bo delo ministrstev, ljudi, ki bodo vodili tudi v času odsotnosti ministric in ministrov, kot predstojniki delo ministrstev, delalo pospešeno, ker imamo precejšnje ambicije za začetek politične jeseni in želimo biti na njo pripravljeni. Do zdaj smo Slovenijo skozi te zelo nevihtne čase pripeljali vendarle varno skozi in si želimo, da bi pri tem do konca naše odgovornosti za vodne vlade tudi ostalo. Prosim. Mene zanima, ali bo del te politične jeseni tudi strategija AUKN. Vedno čakamo, vi že imate, kdaj bo šla naprej? Torej, mi smo bili obljubili, ko smo ustanavljali Agencijo za upravljanje s kapitalskimi naložbami države, da bomo proučili rezultate njenega dela, tudi pomanjkljivosti, ker je za popolnoma novo institucijo, ki pa je bila umeščena v slovenski gospodarsko državni prostor za to, da bi upravljali korporativno na najbolj uspešne načine, ki jih lahko danes vidimo v primerljivih državah. Zato smo danes imeli pod točko dnevnega reda izhodišča za ugotavljanje potrebnih sprememb in dopolnitev tistih odločitev, strategij,
in institucionalnih popolnitev, ki so pomembne za to, da bi dejansko Slovenija prešla do konca te vlade na zares uspešno, učinkovito, transparentno, gospodarno upravljanje za kapitalskimi naložbami države. Danes smo začeli tudi diskusijo za izhodišči. Upam, da jo bomo, tako sem bil naložil finančnemu ministru, končali do konca naslednjega meseca, zato da bi lahko v septembru prišli pred javnost in pred državni zbor z našim pogledom, kaj je treba torej dokončno storiti v politiki upravljanja kapitalskih naložb države, da bo vaš denar, denar davkoplačevalcev, naložen tako, da bo prinašal donose in s tem v bistvu omogočal državi, da bo lahko investirala in torej s tem vestno gospodarila svojim premoženjem. Vse, kar bo potrebno, bomo storili za to, da dokončamo v tem mandatu izjemno težko nalogo, ki smo se bili naložili. Če je kaj razkrila tranzicija ob recesiji, je bilo to precej arbitrarno in politično precej samovoljno ravnanje vsakokratnih oblasti in koalicij glede upravljanja z državnim premoženjem. Če drugega ne, se je finančna kriza prisilila, hkrati smo pa tudi to sami želeli, ampak kriza nas je dobesedno prisilila, da smo temu samovoljnemu in precej arbitrarnemu ravnanju koalicij in vlad vsakršnih barov naredili konec. Do neke mere uspešno, do neke mere, in to sami veste, tudi neuspešno. In radi bi dokončno končali ta projekt tako, da bi naslednji vladi zapustili pozitivno dediščino. Da bi bilo lahko rečeno, v mandatu te vlade je bil narejen velik korak naprej v korporativnem upravljanju z kapitalskimi naložbami države. Suzana? Mene pa zanima, kako komentirate to dogajanje v Viator Vektorju. Delavci namreč trdijo, da so bili njihovi obroki za kredite oziroma celo preživnine, da so kar izgubljeni. Pri primeru Hilde Tovšak ste bili zelo jasni. Kaj boste v tem primeru rekli na to, kar se dogaja? No, kot sem bil takrat obljubil v javnosti in to pred vami, sem obljubo spričo prizadevnosti ministrov, zlasti pravosodnega, tudi držav. Obljubil sem, da bomo, kolikor je v pristojnosti vlade, ker vse ni v pristojnosti vlade, tudi če bi si kakšenkrat želeli ukrepati, ne smemo, zato da bi vzdržali legalnost sistema, da bomo storili vse, kar je mogoče, da se take stvari ne bi ponavljale. In smo. V mandatu te vlade je bila tudi zaradi izkušnje z Vegradom sprejeta zakonodaja, ki upnikom omogoča, da brez soglasja lastnikov insolventno družbo dokapitalizirajo s svežim kapitalom in na ta način iztisnejo lastnike, ki očitno ali ne želijo ali ne zmorejo vestno upravljati z lastnino oziroma za svojim podjetjem. Sicer pa imajo tudi obstoječi lastniki insolventne družbe možnost rešiti situacijo, če sprejmejo sklep. Da so terjatve, ki jih imajo upniki, lahko spremenjene v lastniške deleže. S tem upniki dejansko prevzamejo lastništvo družbe, družba pa se reši. Se pravi, rad bi vas opozoril na to, da spričo dejstva, da je Vektor zasebna družba, slovenska vlada ne more reagirati z nekim direktnim instrumentom v situacijo, je pa v tem času, zaradi izkušenj, kot je bil Vegrad in podobne, spremenila zakonodajo. V tem smislu bi se rad zahvalil poslanke in poslance, ki so imeli posluh za to, da so predlog vlade sprejeli tako, da upnikom zdaj ta zakonodaja daje možnost, da brez soglasja lastnikov insolventno družbo lahko dokapitalizirajo. Mislim, da je ta družba taka, da bi to lahko upniki storili, če se bodo za to odločili. Mi smo vsekakor pravno podlago za to dali. Predsednik, še 3 vprašanja imamo lahko? Prosim. Mirko. Pod vprašanje glede primera Agroživ in NLB. Če sem vas prav razumel, ste bili delno glede indicov v tej zgodbi obveščeni, tudi sami pravite, da ste ukrepali, pa me zanima, kako ste morda tudi sami koga naznanili policiji ali kako drugače? Ukrepal sem v skladu s svojimi pristojnostmi. Ob tem obstaja dokumentacija.
Tadeja? Premier, mogoče že veste, kdaj boste podali predlog za 3 nove ministre in nadalje, koliko je še aktualen predlog za ustavni zakon, s katerimi bi fiksirali datum rednih volitev za spomladi? Torej, gledajte, kot sem dejal, je zelo pomembno, zlasti v situacijah, ki so ali zaostrene, in to ne velja samo za domače slovenske razmere, ampak mednarodne. Ne vidite, da je morda sestanek v četrtek na ravni Evroskupine obrodil manj sadov, kot smo upali neposredno po 8-urnem sestanku, vendar pa še vedno dovolj, da imamo čas, da razmišljamo o tem, kako bi se odzvali na okoliščine, če se bodo spremenile v naslednjih tednih in mesecih. Da imate v tem času zelo jasno hierarhijo ciljev, ki jih želite doseči, ker vsega ni mogoče v Sloveniji in v politiki doseči. Prvi cilj, ki ga ima slovenska vlada, je, da z pogovori v državnem zboru prepriča večino poslank in poslancev, ne glede na to, ali vlado podpirajo ali ne, da je rebalans proračuna sprejet. S tem bi zagotovili, da se Slovenija strateško vrne kot sem rekel, v krog vzornih držav Evroskupine in si zagotovi, da je gospodar svoje usode. Še enkrat ponovim, kdor ne bo obvladal stroškov, kdor ne bo obvladal dolga, pa ne gre za deficit ali za dolg, ta dolgoročno ne bo suveren. Slovenija je suverena in 20 let kasneje si zasluži, da suverena tudi ostane. In slovenska vlada je za to odgovorna. Seveda pa deloma za to prevzema odgovornost tudi državni zbor, ker bo o tem odločal, ampak ni moja stvar, da se izrekam o njegovih odločitvah. To je prva prioriteta. Druga prioriteta je seveda povezana s tem, da pogledamo, kaj vse je potrebno storiti, da bi vse druge aktivnosti potekale normalno. To je po, upam, verjetni izvolitvi novega predsednika ali predsednice državnega zbora, neka atmosfera v državnem zboru, ki bo ne glede na to, da trenutno vlada Sloveniji manjšinska vlada, zakonodaja, ki je pomembna za interese države, sprejeta. Hkrati se mi, pa morda ne s tem končam današnjo tiskovno konferenco, zastavljeno vprašanje, ki se mi zdi relevantno. Ukolikor se bomo izognili drugi recesiji, ki utegne biti lahko globlja in gospodarsko, finančno ter socialno trša od prve, če se bomo izognili te recesiji in bo Slovenija, tako kot večina drugih držav v Euroconi in v Evropski uniji, ohranjala pozitivno gospodarsko rast in ta utegne biti celo večja od napovedi, ki so bile na začetku leta. Če bo ohranjala visoko stopnjo zaposlenosti in celo še uspešneje reševala problem nezaposlenosti, zlasti mladih. Če bomo uspeli obdržati dovolj visoko stopnjo povezanosti in hkrati povečati konkurenčnost države, potem mislim, da je vprašanje, kdaj bodo volitve, nekoliko manj pomembno vprašanje, kot v primeru, če bi bila na obzorju druga recesija, ki bo, kot rečeno, če bo, upam, da je ne bo, trša in surovejša do držav in do ljudi, ki jih bo prizadela. V tem primeru pa ni nepomembno, kdaj bodo volitve. Jaz mislim, da si Slovenija zasluži, ko se bo ta recesija, bom rekel, razplantela, politično vodstvo, ki bo imelo zaupanje ljudi. Če bi torej znali, kolikor bomo lahko na osnovi naših izkušenj, ki jih imamo, znali v začetku jeseni oceniti, kakšna bo dinamika razpleta krize v Euroconi. Vidite, da se nekaj podobnega dogaja na svoj način tudi na kongresnem griču v Združenih državah. Če bomo torej znali oceniti, kam peljejo tokovi
gospodarske situacije v nam pripadajoči ekonomiji ali v svet gospodarske rasti in okrevanja ali v smer recesije, potem se mi zdi pametno, da z vsemi političnimi faktorji v državi dosežemo dogovor o volitvah, ki bodo tekle tako, da bomo potem ob morebitni žal neželeni vnovični recesiji imeli politično vodstvo trdno v sedlu, ki bo uživalo zaupanje ljudi. To se mi zdi zelo pomembno. Tako da v jeseni, ob tem, ko bomo vodili normalne procese, sprejemanja odločitev, ki jih bomo pripravili avgusta in septembra, bomo hkrati z vsemi političnimi skupinami v parlamentu diskutirali vprašanje, kdaj bi bilo najprimerneje z vidika interesov države opraviti volitve. In moje siceršnje stališče glede tega poznate. Tako da, mogoče se zdi komu ta hip to neko intelektualistično vprašanje ali pa akademsko vprašanje, ampak dobro premislite dvakrat. To je ključno vprašanje. Samo da morda na koncu pojasnim, menim, tudi na osnovi svojih izkušenj, da je, ko nastopi kriza, kot je nastopila leta 2008 in 2009, pomembno, da imate politično vodstvo, ki je dobilo podporo na volitvah. Seveda se lahko zgodi, da se ta podpora potem zmanjša ali usahne pod neko raven legitimnosti. Potem so potrebne nove volitve. Ne sme pa se nam zgoditi, in s tem res zaključujem dalje, ne sme pa se nam zgoditi, gospe in gospodje. To bi bilo nedopustno, ker bi pomenilo, da se iz izkušenj nismo nič naučili. Da bi ponovili napako iz jeseni leta 2008. In zato vam zdaj dal eno vprašanje. Brez zamere, vi jih postavljate meni in imate vso pravico. Ampak enkrat bom jaz postavil vprašanje. Mirko in vsi ostali, a se spomnite, kje ste bili 15. septembra 2008? Kje ste bili 15. septembra? V Grčiji. Pa vi? Se spomnite, kje ste bili 15. septembra? Ne. Veste, zakaj ne? Zato, ker je bila cela slovenska javnost okupirana z volilno kampanjo. 15. septembra je v New Yorku padla Lehman Brothers. In začel se je proces padanja domin enim za drugim. Ali smo dali padanju domin pozornost? Ne. Ker po koncu volitev smo bili osredotočeni na oblikovanje slovenske vlade. Šele, ko je bilo popolnoma jasno, da bom prevzel odgovornost za vodene vlade, sem se seveda začel še bolj živo zanimati za okolje, v katerem bom prevzel vodene vlade. In ko je 11. novembra 2008 ameriška vlada dala poroštvo za $700 milijard, mi je bilo popolnoma jasno, da smo zdrsnili v recesijo, o kateri se večini Slovencev in Slovenk niti ne sanja. In da nas čaka zelo težka naloga. Torej, gospe in gospodje, ko bomo šli, in bomo prej ali slej, šli na volitve, da bi izvolili novo politično vodstvo, ki bo peljalo, upam, Slovenijo naprej. Ne pozabimo, da tudi v času, ko se bomo ukvarjali sami sabo, ne smemo spregledati dogodkov v našem okolju, ker ti bistveno vplivajo na naše domače razmere. In s to izkušnjo moramo pripraviti volitve in jih speljati tako, da bo padle v najugodnejši čas in da bo Slovenija šla naprej. Kot rečeno, ob vsem času precej zahtevnih preizkušenj moram reči nekaj, kar redko rečem, sem optimist, vidim priložnosti, da se Slovenija uspešno izvleče iz zelo težkih preizkušenj, ki čakajo nas in nam sorodne države, vendar pa bo treba zbrati vso pamet, vse znanje, biti strpen in potrpežljiv in ni vrag, da nam ne bi uspelo. Škanskom sreče je to še vedno naši deželi od osamosvojitve naprej. Tako da nam lahko tudi poslej. Hvala lepa. Hvala, predsednik.